Spoštovane zadružnice, spoštovani zadružniki, spoštovani gostje in prav lep pozdrav tukaj v Portorožu v tem lepem pomladanskem dnevu. Med nami je cela vrsta visokih gostov in med njimi najprej prav lepo pozdravljam predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Marjana Šarca. Lep pozdrav. Predsednik Državnega sveta se nam bo pridružil, je namreč precej zastoja, tako da še nekateri tudi zadružniki bodo nekoliko zamujali, bodo nekoliko pozneje. Z nami pa je tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandra Pivec s sodelavci. Lep pozdrav, ministrica. Lep pozdrav gospodu Francu Brezniku, predsedniku odbora za kmetijstvo Državnega zbora Republike Slovenije. Pozdrav gospodu Tomasu Magnussonu, predsedniku Kodžeke Evropskega združenja zadrug. Pozdrav. Z nami je tudi Pier Bosko, direktor direktorata DJ Agrija Komisije za kmetijstvo. Lepo pozdravljeni. Pozdravljam predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospoda Cvetka Zupančiča. Pozdrav tudi Anki Lipušček-Miklavič, predsednici zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Anka, prej smo jo videli. Lep pozdrav gospodu Marjanu Podobniku, predsedniku Slovenske ljudske stranke. Z nami so tudi prijatelji iz tujine, Božo Volič, direktor Hrvaške kmetijske zadružne zveze, Nikola Mihajlović, predsednik zadružne zveze Srbije s sodelavci. Lep pozdrav. Lep pozdrav tudi vinski kraljici, gospe Frangeš, lepo pozdravljena. Žal mi je, da danes tukaj ne morem pozdraviti našega prijatelja, ki je vsako leto bil tukaj, gospod Rade, predsednik zadružne zveze iz Novega Sada s sodelavci, je zbolel, je bolan in nas lepo pozdravlja vse skupaj in mu želimo okrevanje. Vidim med nami tudi celo vrsto predstavnikov Deželne banke, iz Semenarne Ljubljana, iz Kmečkega glasa, celo vrsto ljudi tudi iz Kmetijsko-gozdarske zbornice. Vesel sem vsakega od vas in vse skupaj in vas vse skupaj prav lepo pozdravljam. 46. posvet zadružne zveze, že kar vrsto let tukaj v Portorožu, ko je Slovenija še nekoliko bolj hladna, še bolj zimsko deluje, je tukaj že prava pomlad, danes sicer malo bo hladno, ampak res en lep pomladni dan. In seveda namen, zakaj smo danes tukaj in jutri, zakaj se bomo družili, to je letni posvet, kjer se srečamo praktično vsi zadružniki, vsi tisti, ki kakorkoli delujete v kmetijstvo, pogledamo malo nazaj, kaj smo postorili, kaj bi lahko bolje postorili, pogledamo pa seveda v prihodnost. Tako kot kmet spomladi načrtuje, kaj bo delal tekom leta, tako tudi mi nekako delamo načrte, ne samo za letošnjo leto. Pred nami je namreč novo finančno obdobje, izjemno pomembno, seveda vsako finančno obdobje v preteklosti je bilo pomembno, ampak to je še pa posebnega pomena, kajti precej sprememb nastaja. Če smo se ob vstopu v Evropsko unijo nekako upirali in se bali, ker je Evropska unija nekako določala celotno zgodbo, kaj se bo dogajalo s kmetijstvom in s podeželjem, potem se zdaj stvari spreminjajo. Zdaj Evropska unija daje državi Sloveniji v roke, kaj bomo mi storili za to naše kmetijstvo in podeželje. Jaz seveda upam in želim, da bi država Slovenija prepoznala, kako je kmetijstvo in podeželje pomembno za državo Slovenijo širše, ne samo to, kar nekateri pravijo, statistično 2% bruto proizvoda. Na kmetijstvo je vezano veliko več. Evropska unija priznava, da je primarno kmetijstvo, živilska industrija in pa vse, kar je v tem krogu, daleč najpomembnejša gospodarska panoga v Evropski uniji. Daje največ delovnih mest. In v tem času, ko vidimo, ko se dogajajo razne prehranske afere, seveda prepoznavamo tudi to, da ni vseeno, kaj jemo. Pomembno je, da smo oblečeni, da imamo avto, da imamo hišo, da imamo vse ostale dobrine, ampak hrana je prav gotovo najpomembnejša. To je naše zdravje, to je naše dobro počutje. Če se zdravo prehranjujemo, bo tudi državni proračun za zdravstvo manj trpel, bo manj denarja za to šlo. In tu ni dovolj, da samo mi kot kmetje nekako promoviramo to zdravo hrano, ampak to tudi z vidika države, da se spodbuja zdrav način življenja, zdrava prehrana in seveda
Mi se lahko zdravo prehranjujemo, če vemo, kaj jemo. Če vemo, kje je bila ta hrana proizvedena. Tisto, kar je uvoženo tisoče kilometrov daleč, je vprašanje, odkot je prišlo. Vprašanje, na kak način je bila ta hrana proizvedena. In potem, ko neka afera izbije, je to samo vrh ledene gore. Dolgo se stvari dogajajo, pa se nič ne sliši. In takrat, ko se taka afera zgodi, potem seveda moramo se vprašati na celi črti prehranski, kje smo in kaj jemo. Torej, ko se pogovarjamo o finančnih sredstvih za prihodno finančno obdobje, seveda jaz vem, da je problem, da vidimo, da vsak segment družbe želi imeti neko svoje mesto pod soncem, želi imeti neko primerno preživetje, vendar pa z tega mesta opozarjam na to problem slovenskega kmetijstva, majhne slovenske kmetije, kmetije v težkih pogojih obdelave. Vidimo, da te starejše generacije so še ali pa smo še nekako vzdrževali te manjše kmetije, nekako zaradi ljubezni do te slovenske zemlje, zaradi neke obveze do naših staršev, ki so nam te kmetije prepustili. Mlajše generacije seveda gledajo drugače. Naši otroci, ne samo tisti iz mesta, tudi otroci iz kmečkih družin so danes praktično vsi izobraženi. Ne samo kmetijska izobrazba, so pravniki, ekonomisti, strojniki in tako naprej. In danes vidimo, da dobremu delavcu za službo ni problem. Ne samo v Sloveniji, tudi v tujini. Meni je hudo, ko vidim, koliko mladih, najbolj uspešnih, najbolj korajžnih ljudi odhaja v tujino. Vendar danes je globalni trg, vse je prosto in naši mladi gre od Nove Zelandije, Avstralije do Kanade, ne vem, po celem svetu, da ne govorim Frankfurt, Berlin, Pariz, London, kamorkoli. In žal mi je, da ti mladi ne ostajajo tukaj v Sloveniji. Zakaj to govorim? Če smo mi kmetovali ali pa kmetujemo tudi takrat, ko se nekaj ne splača, ta naša mlada generacija se preračuna. V izgubo ne bo nihče od mladih delal. Predstavljate se neko mlado družino nekje v hribih, ne vem, dobro poznam koroške hribe, mogoče Javorje, Koprivna, to so najvišje kmetije na 1000–1200 metrih in zdaj si predstavljate, kakšno komoditeto ima neka mlada družina v Ljubljani, v Mariboru, v nekem drugem mestu, kako bo lahko ta mlada družina otrokom nudila tisto, kar jim nudi lahko neka mestna družina. Danes otroci želijo glasbo, želijo šport, želijo razne aktivnosti in iz tistih hribov, kako bomo mi človeka pripeljali, kako bomo pripričali, da tam ostane, če bo že v osnovi imel negativno ekonomsko računico svojega kmetovanja. Vse to so teme, ki jih redko kdaj na državni ravni odpiramo, mogoče tudi pač tisti, ki smo stalno po terenu, na podeželju, to stisko ljudi čutimo. Mogoče pač seveda Ljubljana je pač vrh dogajanja v tem slovenskem prostoru in tudi ko se gre za ceste, za komunalno infrastrukturo, ko se gre za pomoč mladim kmečkim družinam, kmečkim ženskam recimo, bi bilo prav, da se čim več gre tudi po terenu, da tudi tisti, ki so na vodilnih funkcijah, vidijo, kaj se dejansko po terenu dogaja, kakšni so ti dejanski problemi. To ni neko filozofsko razmišljanje, ampak so to resne teme, kajti v kmetijstvu se stvari dela na dolgi rok. Tako kot kmet planira na obdobje enega leta, ampak večjih let, tako tudi je treba tudi, da država planira to svojo kmetijsko politiko. Če bo neka mlada družina odšla iz nekega podeželja, potem tja sigurno ne bo nihče več prišel. Ko je tista meja prekoračena, ko nekdo vidi, da se več ne izplača in odide, potem seveda se ponavadi ne vrne in tam potem seveda ostaja prazno mesto. In tisto, kar bi danes država Slovenija ali pa bo, če se bomo dogovorili po letu 2020, ker pač Evropa ima zdaj malo drugačno stališče, vloži v to kmetijstvo in podeželje, se bo mnogokrat povrnilo. Živimo v tem globalnem svetu, turizem se razvija, ljudje ogromno potujejo in seveda kam gremo? Gremo tja, ker imamo lepo in poseljeno podeželje. Švica, Avstrija, te lepe destinacije, Dolomiti v Italiji, to so destinacije, ki imamo vedno pred seboj, ko se pogovarjamo o lepem podeželju pa o turizmu. Tam, kjer je podeželje zapuščeno, kjer ni ljudi, kjer ti nihče ne more ponuditi domače hrane, domačega vina, tam ljudje enostavno ni zanimanja za turizem. Seveda lahko gremo v mesto, ampak gledajte, mesto pač je eno, podeželje je pa drugo. Tako da v tem smislu pač nekako tudi se priporočamo tudi vrhovom slovenske politike, da bodo prišli nam nasproti, ko bomo prišli se pogovarjati z tehtnimi argumenti, kaj bo potrebno za to kmetijstvo in podeželje postoriti. Podnebne spremembe so vedno bolj problematične.
Na tem področju mislim, da moramo korenite spremembe napraviti v prihodnosti. Namakanje, pač Slovenija je ena najbolj vodnatih držav v Evropi, pa imamo najmanj namakalnih sistemov, mislim, da še Albanija ima menda več. Na tem področju se veliko pogovarjamo, bilo bi pa potrebno neke premike in seveda, zakaj to govorim tukaj, sej tisto na moji nivi bom sam naredil, ampak tiste globalne, bi rekel, primarne vode, tam je pa seveda potrebna država. Opozoril bi tudi, da je tu izjemen problem z Ministrstvom za okolje, z agencijo ARSO, izjemne težave, zelo težko je prebiti let in tukaj biti uspešen. Tu bi res predlagal tudi vladi, da tudi z ministrico res redno sedimo, enkrat mesečno, pa tudi večkrat se dobimo, te teme odpiramo in jaz sem prepričan, da bomo tu napravili v prihodnosti neke premike. Zemljiška politika, za kakšno zemljiško politiko smo odločili? Zdaj se pripravlja tudi nek strateški dokument razvoja kmetijstva do leta 2030, zdaj so tu izjemno pomembne teme. Tu se pojavljajo vprašanja aktivni kmet, mali kmet, veliki kmet, kam z delniškimi družbami, kako sklad kmetijskih zemljiščnih gozdov, to so zelo resne teme. Vse tu moramo opozoriti, da vsi bi želeli imeti velike kmetije, tudi v Evropi se pač kmetije manjše opuščajo, večje se povečujejo, ampak dejstvo Slovenije je to, da mi v zelo kratkem času prav velikih kmetij ne bomo imeli. Imamo nekaj tisoč tistih profesionalnih kmetij, torej, ne vem, 5000, kjer so družinske kmetije, kjer se 2 generacije od kmetijstva živijo, kmetijske subvencije vlaga pa 60 000 recimo. Zdaj pa vidite, kakšna razlika je tukaj. In če bomo mi rekli, da malih pa srednjih ne rabimo, potem je to lahko katastrofa. In tu moramo res biti previdni. Ni problem v ravnini velikemu kmetu prevzeti 20 hektarjev, v hribih, kjer je pa ročna obdelava ali pa z minimalno mehanizacijo, tam seveda pa moramo razumeti, da tudi mala kmetija mora biti in tudi tista mali bo moral nekaj dobiti, če bomo hoteli, da bo tam ostal in živel in ohranjal tisto podeželje. Živilska industrija, vidimo, da se marsikaj tukaj dogaja, zdaj vidimo Perutnina Ptuj, eno veliko podjetje, menjalo je lastnika, seveda smo v globalnem svetu, ne moramo vplivati na te stvari, samo upamo lahko, da bo ta naša proizvodnja perutninskega mesa ostala, da ne bo kdo uvažal cenene robe. Vidimo, kaj se dogaja ob teh uvozih, tu moramo opozoriti ponovno tukaj, mi res želimo ali pa bi rekel zahtevamo, da se te poti uvoza in vseh teh zadev objasnijo, torej da se nekje zavede, kdo vozi, odkot vozi. Nič ne želimo nikomu nič slabega, ne želimo meje zapirati. Sam tisti, ki večino uvaža in vozi v naše zavode po 20% nižji ceni, kot lahko naše zadruge ponudijo, naj pove, da uvaža. Vemo, kakšne marže imamo v zadrugah. Za minimalne cene so minimalne, marže v zadrugi so minimalne, ko pa pridemo v javni zavod, je pa neka konkurenca 25% cenejša od tega, kar naše zadruge ponudijo. Ne more biti kranjska klobasa za 4 evre, gledajte, ne more biti. Vemo, kakšni so stroški kmetovanja, vemo, koliko stane investicija v hlev, kaj vlagamo v te živali in nič slabega ne želim tukaj nikomor, ampak povejmo pošteno, odkot je prišlo in kaj je prišlo. Danes vidimo, da kaj vse se pač dogaja, ne vem, 5-krat večja uporaba antibiotikov povprečno v Evropi kot v Sloveniji. Veste, kaj to pomeni? Saj danes, ko gre zdravniku, se ne ve več, kaj bi že predpisal, da bi tisti antibiotik prijel. Potem so razna pomirjevala zapitane živali, da so bolj mirne, potem seveda bolj prirašča. In pa še cela vrsta drugih raznih substanc, ki bi jih mogel tudi naš urad za varno hrano začeti iskati in da se tudi to ve. Ne samo tiste, zdaj smo imeli veliko debat v javnosti, se sledili, kjer smo bili predstavniki ministrstva, pa jaz, pa še kdo smo se pojavljali, o teh zadevah debatirali in mi nismo zadovoljni s tistimi minimalnimi standardi. Torej, če hrana ni že stropena, potem je pa že vse v redu. Ni. Mi moramo dati neke više standarde tej hrani. In če naša hrana nekega višjega standarda, potem zasluži tudi nekoliko višjo ceno. Sej ne zahteval ne vem kaj. Ampak ne vem, 20-30% višja cena, pa mislim, da je poštena cena za tisto, kaj se tukaj proizvede. Pa so tu delovna mesta, pa ljudje bodo ostali na podeželju in tako naprej. Sej to so stare teme, nič novega nisem povedal, ampak prav je, da o teh stvarih vedno znova govorimo. Govorimo tudi o vlogi mladih na podeželju. Prej sem že nekaj omenil, naša mlada generacija gleda malo drugače, kot smo mi gledali, pa hvala Bogu, da gledajo drugače. Glejte, sej ne more, če ali v zadrugi ali v kateremkoli podjetju ne more neka zadeva obstajati, eksistirati, če ni ekonomske računice. Mladi si to ekonomsko računico delajo, so aktivni, prevzemajo kmetije,
ravno zdaj je bil občni zbor, so moji otroci tudi bili v Savinjski dolini, čez 200 mladih je prišlo, do 30 leta starosti. Res, izjemen odziv. Torej, so določene regije, ker mladi prevzemajo kmetije, se čutijo podeželane, se čutijo kmete, vendar dajmo jih tu ohranjati, ne jim to voljo vzeti. In na mladih pravimo, svet stoji, no saj to je ena taka že malo floskola, ampak gledajte, jaz mislim, da res se moramo tega zavedati tudi v praksi. Pa tudi to, no to vedno rad poudarjam tudi, gledajte, imamo profesionalne kmetije, kjer se lahko preživljajo 2 generacije, ne? Potem pa veliko število teh malih kmetij, mladi študirajo, potem pa obdeluje kmetijo, pa še hodi v službo. Ne tega človeka zapostavlja, ti pa nisi naš, nisi kmet. Hvala Bogu, da po službi še tiste hribovske hektarje obdela, pa da je konc soboto, ko bi on lahko šel po svoje na prosto, pa še doma dela. Hvala Bogu. Ne, tu dajmo stvari povezovati, ne reči ti si ta, ti si velik, ti si mali, kar včasih tudi po terenu doživljamo in to me res včasih zmoti, no, ko se gremo ravninski, hribovski ali mleko proizvaja tam ali tam. Mi moramo delovati čim bolj enotno. V javnih zavodih sem že besedo rekel, glejte, najbolj ranljive skupine, vrtec, šola, domovi za ostarele, bolnica, zadnji smo videli, pač statistika je narejena, še vedno sicer moram reči, da smo preko državnega sveta nekaj let nazaj uspeli zakon o javnih naročilih bistveno spremeniti, ampak ugotavljamo, da temu ni dovolj. Še vedno je glavni faktor, torej izbire hrane nizka cena. In če jaz lahko izbiram hrano, ne vem, v trgovini ali pa ko grem v eno ali pa drugo gostilno, on, ko je bolnik v bolnici, ne more nič izbirati. On, ko tam bolan leži, če mu ti predhodno ne zagotoviš res primerne hrane, ne more vplivati. A mislite, da lahko malček v vrtcu vpliva, kako hrano bo jedel? Mislim, da smo mi odgovorni za to. In če našim otrokom želimo dobro, potem je prav, da res storimo vse, da bodo, in tudi tista, ne vem, 20% ali pa ne vem koliko višja cena ne more biti, ker mi smo gledali tudi, koliko pomeni strošek hrane. V eni bolnici je strošek hrane manj kot 1%. V vrtcu ali pa v šoli je, ne vem, nekaj odstotkov. Ne? In če se tista cena poveča za malenkost, to v celi masi denarja ne pomeni veliko. Vemo pa, da bo otrok jedel bolj kvalitetno hrano. Tu mislim, da je pred nami en velik izziv. Veseli me to, da je družba to spoznava, velika večina se tega zaveda, ustavi se pa tam, ko je potem seveda cena nekoliko različna. Ne? Tudi potrošnik pride v trgovino pa vidi, ne vem, en kefir je €1,30, ne vem, od naše Planike, unte drug je pa malo drugačen, nared je pa tudi pol cenejši, ampak probajte enega pa drugega, boste videli razliko. Pa siri, ki imajo vse drugo noter, razen mleka, pa mlečnih substanc in tako naprej. Ne? To je pač že zelo podrobno razlaganje teh stvari, ampak to bomo mogli tudi nekako se tega vedno bolj zavedati. Veseli me to, da v teh naših zadrugah, v teh naših številnih zadružnih trgovinah vedno bolj najdejo mesto tudi ti domači kmečki proizvodi, tako zvani kmečki kotički, potrošniki to iščejo, mi poskušamo tudi, da z minimalno maržo naše zadruge tu tudi plasirajo naprej in ta ponudba se vedno bolj razvija. S trgovskimi sistemi sodelujemo, seveda so težave, ampak mimo tega ne moremo. V teh naših 300 do 400 zadružnih trgovinah, pretežno manjših, mi ne moremo prodati vsega, kar naši kmetje proizvedejo. Tako sodelovanje Mercator, Spar, tudi Lidl, Hofer in tako naprej. Bili smo do teh tujih trgovcev precej skeptični, zdaj nekako vsi iščejo tudi domačo hrano, dejstvo je, tukaj so, ne moramo, da z njimi ne sodelujemo in seveda prav je to, da pač prodajo tudi čim več naše domače slovenske hrane. Promocija, ključna zadeva, naša Anita Jakoševa na tem aktivno dela, tudi predsednica enega tega odbora tam na ministrstvo. Seveda, kako dosežiti boljšo ceno? Samo s promocijo. Mi smo zdaj v te promocijske aktivnosti v preteklosti na državni ravni, mislim, da 3 milijone, mislim, da smo dali, ne? En Mercator da pa letno 50 milijonov, Spar 35 milijonov, Lidl 30, Hofer 30 milijonov, ne? Pol veste, kaj to pomeni, ne? In če hočeš ti nekaj spromovirati, brez tega, da nekaj riskiraš, da si toliko sekund na televiziji, oni televiziji, na radio, v časopisih, brez tega ne gre. No? In jaz bi res želel, da to promocijo nadaljujemo, seveda nekaj prispevamo kmetje, zadruge in želel bi tudi, da tudi ministrstvo ali pa tudi državni proračun za to nekaj nameni. To v smislu ne samo v dobro kmetom, ampak tudi potrošnikov, da so osveščeni, kaj je tisto, kar je zdravo in kvalitetno. Tako da na promociji bomo delali naprej.
Mogoče bi še izpostavil kolektivno znamko Zadružne zveze, kar nekaj zadrug se vas je že vključilo v to. Vsi poznamo nemški Raiffeisen znak, zdaj, kdo je smučanje gledal, Hirscher ima Raiffeisen znak na čeladi leta in leta. Zadružništvo v Avstriji je pojem. To je nekaj pomembnega, to je tako pri nas, ne vem, bi rekel, nekatero blagovno znamko bi omenil. Želel bi, da tudi v slovenskem prostoru ta naš zadružni skupni znak pomeni nekaj dobrega, nekaj, kar je boljše kvalitete, nekaj izjemnega. Na tem pa je treba delati. Jaz bi želel, da tiste zadruge, ki še niste, da se tudi v to zadevo vključite. S tem bi tudi nekako promocija zadrug bila nekako cenejša, ugodnejša. Vsak od vas ima neke svoje blagovne znamke, ampak mislim, da skupno lahko tukaj več storimo. In v letošnjem letu mislim, da bi tu morali napraviti nek premik. Seveda v zadnjih letih zadružništvo ima boljšo konotacijo v tem slovenskem prostoru. Spomnite se 15 let nazaj. Ne? Če si rekel, da delaš v zadrugi, to je pa ono kar tak neki, on je nek ostanek onega režima tam. Ne? Danes pa vidimo, da zadruga ima nek pomen. Tu bi mi smo v okviru prejšnje vlade, je bila tudi že neka delovna skupina za zadružništvo. Jaz bi želel, da tudi na drugih področjih, ne samo na kmetijstvo, da se tudi neke zadruge postavljajo. Zdaj, če je možno predsednik, da bi tudi neka delovna skupina, tudi socialne zadruge, tudi neke druge zadruge, da bi se te stvari tudi malo na drugih področjih razvile. Mislim, da če hočemo neko bolj socialno družbo, brez močnega zadružnega sistema, si jaz to težko predstavljam. To je tudi praksa vseh razvitih evropskih držav. Zadnje čase, zadnje tedne se precej pogovarjamo tudi, kako bi uredili trg s prašičjim mesom. To je res neka čudna zgodba. Imamo 30 do 40% samooskrbo s prašičjim mesom, ampak pridejo situacije, ko kmet ne more svoje prašičev prodati. Cene so pa tako izjemno nizke. O zelenjavi ne bi danes kaj posebej govoril. Vemo, da smo zelo nizko samooskrbni, morali bi bistveno povečati proizvodnjo zelenjave. Zdaj, če bi v javnih zavodih uspeli malo izboljšati te pogoje naročil, potem bi lahko tudi po primerni ceni te naše zavode kaj več prodali. Pa ta problem bi izpostavil, zdaj so gradbena dovoljenja zahtevana za rastlinjake, pa komunalni prispevek, gledajte, to smo z ministrice že o tem zadnjič debatirali. Jaz mislim, da se to mora na nek način rešiti. Ne bomo povečali proizvodne zelenjave, če bo kmet mogel za rastlinjake imeti gradbeno dovoljenje. Kar se tiče podpore zadružništvu, tu imamo intenzivne odnose z kmetijskim ministrstvom, z ministrstvom za gospodarstvo. Veliko stvari smo uspeli pretekla leta urediti, še prejšnji teden sem bil pri ministru Počivalšku za neke razpise, ki so zadruge spustili, pa je obljubil, da bojo to tudi uredili. Drugače pa najbolj nas boli ta zadružna revizija, ki smo jo pred leti izgubili. Prav bi bilo, da je ponovno imamo. Gre za to, da hvala Bogu, danes večina zadrug dobro delate, imate dobre rezultate, trgovine v zadrugah so obiskane, večina kmetijskih proizvodov, 80% se proda preko zadrug, kmetje našim zadrugam zaupajo, vendar pa bi bilo potrebno tu še kaj več postoriti in tu bi želel, da se res zadruge tudi z neko boljšo davčno obravnavo, kot so to primeri tudi v okviru Evropske unije, da se zadrugam pri tem pomaga, kajti to je le neka bolj socialna zadeva in smo dali predloge na kmetijsko ministrstvo, na gospodarsko ministrstvo, na finančno in bi bilo prav, da se tu napravi neki premiki, da bi zadružna revizija tudi s tem bi imeli tudi malo več nadzora, mogoče nad zadrugami, ki imajo težave, da pravočasno te težave ugotovimo, da ni potem problem izbije, potem ko je že vse na pol propadlo, potem pa res ne moramo več pomagati. Izobraževanje izjemnega pomena tudi, marsikje po Evropi imajo tudi v srednjem šolstvu predmet zadružništvo, želel bi, da tudi pri nas, da se uvede, vidimo namreč na teh posvetih, ki jih imamo po regijah, da mladi kmetje, mladi prevzemniki v bistvu sploh ne poznajo, kaj zadružništvo je. Res je, da ta moderni svet je obrnen k sebi, jaz in jaz in jaz, zelo težko je ljudi nagovoriti k nekim skupnim aktivnostim in če bi tu že mlade usposabljali v tej smeri, kaj zadružništvo je, potem bi tudi, rekel, ko ljudje odrastejo, malo drugače gledali na te zadeve in bi lažje skupaj speljali kakšne skupne projekte. Tako da teh stvari je res ogromno. Mogoče še, ne vem, deželna banka, seminarna, recimo, kakšna beseda. Zdaj, seveda, to so izjemno pomembne zadeve z nacionalne ravni.
eni entuzijasti se tu borimo, da smo 10 let ohranjali banko, da smo ohranili pri življenju seminarno, vendar brez nekega pristopa tudi države, brez neke pomoči, bo težko v prihodnosti. DUTB ima največjo vlogo v seminarni, recimo, to je državna zadeva, v bistvu, po mojem, če neki dobre volje bi se lahko tudi tam kaj pomagalo, ampak to ni zdaj, da tule nadolgo o tem razpravljamo, to je stvar bolj poglobljenih sestankov. Deželna banka je ključnega pomena za slovensko kmetijstvo in podeželje, semenarna za ohranjanje semenske banke in z nekaj dobre volje, z nekaj tudi finančne podpore bi tukaj lahko država tudi pomagala. Jaz zelo redko kdaj dam državo, vedno rečem, mi lahko, mi moramo, mi dajmo, ne, ampak neke stvari so pa, kjer pa je prav, da tudi država kaj postori zraven. Toliko tem je veliko, da ne vzamem preveč časa ostalim, ki bodo potem imeli strokovne teme na posamezna strokovne zadeve. Zdaj vidim, da ste se že malo zbrali, tukaj dvorana polna, tako da zgleda, da so zastoji na cesti že malo mimo. Res bi se zahvalil vsem, da ste prišli, želim en lep ploden posvet danes in jutri tukaj, in lepe zaključke in lepo počutje tukaj v Portorožu. Hvala lepa.